Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Vsakoletni Prešernov semenj je po besedah premierja Mira Cerarja dokaz, da spomin na največjega slovenskega pesnika presega minljivost našega zemeljskega bivanja. Bil je ne samo genialen pesnik, bil je humanist, bil je vizionar in bil je naš velik, eden največjih narodnih buditeljev. Prešeren je bil poklican na Parnas poezije. Trubarjevo abecedo in Vodnikove skromne verze je stopnjeval v izjemno umetnost, v vzor, ki ga iščete in na svoje načine dosegate tudi Prešernovi nagrajenci naših časov in seveda drugi ustvarjalci. Malo narodov svojo kulturno identiteto v tolikšni meri dolguje enemu samemu ustvarjalcu. Slovenski kulturni praznik, ki ga obeležujemo 8. februarja, je po Cerarjevih besedah skromna zahvala vsem, ki vse dni v letu plemenitijo prostor slovensko umetnostjo. Naš Prešeren bo živ in slovenski kulturni praznik bo imel svoj smisel le z novimi in novimi generacijami umetnikov, pa ustvarjalcev in osveščene publike. Spoštujem vse in zahvaljujem se vsem, ki skrbite, da ohranjamo dediščino ter omogočate skladen civilizacijski in kulturni razvoj naše zgodovine. Premierjeve misli je delil tudi župan Boštjan Trilar, ki je zbrane opozoril na razvejano kulturno infrastrukturo v mestu. Mestna občina Kranj je obnovo in razvoj kulturnih objektov v preteklih letih namenila kar 15 milijonov evrov. Ponosni smo na to, da imamo v Kranju kar nekaj kulturnih organizacij, inštitucij, ki so ne samo kranjskega pomena, ampak tudi regionalnega, gorenjskega ali pa celo nacionalnega, vseslovenskega. Imamo čudovit Gorenjski muzej, smo zraven našega zelo uspešnega Prešernovega gledališča, imamo tudi galerijo Prešernovih nagrajencev. Ponosni smo, da je častni pokrovitelj današnjega dogodka predsednik vlade. Dr. Cerar, še enkrat lepa hvala, dobrodošli v Kranju. Ponosni smo, da vsako leto organiziramo sprejem druženje Prešernovih nagrajencev, torej tistih, ki so za kulturne dosežke v naši državi dosegli največ in dobili najvišje nacionalno priznanje. Ponosni smo, veseli smo, da je v našem lepem mestu delal, živel in ustvarjal dr. France Prešeren. Mestna občina je kulturne projekte vključila tudi v svojo dolgoročno turistično strategijo. Kultura tako postaja eden od dveh temeljev kranjske turistične destinacije, prvi rezultati pa so obetavni. V lanskem letu smo zabeležili 15% dvig turističnega obiska, kar je zelo spodbudno. Vzpodbudno tudi za Stari Kranj, kjer se odvijajo pozitivne zadeve, kjer je pozitivna energija in s to pozitivno energijo smo opogumili tudi podjetnike, tako da se je v zadnjih 2 letih odprlo kar 16 novih trgovin v starem mestnem jedru. Kaj vse to pomeni? Pomeni, če zelo poenostavim, da če bi bogastvo družbe merili v kulturi, bi bila Slovenija ena najbogatejših držav na svetu, Kranj pa eno najbogatejših mest. Tako da, dragi gostje, uživajte danes v izletu v zgodovino, v 19. stoletje, napolnite si duše s kulturo in ker je v Kranju vsak dan kulturni dan, računam na vas, da boste Stari Kranj obiskali najmanj 2-krat na teden.